Dragi prijatelji Božje besede, lep dober večer vsem, ki ste nocoj z nami. Smo se zbrali v okviru letošnjega svetopisemskega maratona in nocoj vam ponujamo delavnico Svetopismo YouVersion, da se spoznate z aplikacijo na telefonu, kako brati svetopismo na telefonu. Tako da prav prisrčno pozdravljam nocoj Marka Ipavca, ki je vodja tega projekta, in pa Roka Piska, ki pa je odgovoren za spletno stran Svetopisemske družbe in sploh za digitalno podporo. Prisrčno dobrodošla. Hvala. Živijo, dober večer. Živijo. Tako da bosta nas popeljala, sploh tiste, ki nismo preveč tehnični tipi, jaz sem tudi ena izmed njih. Tako da bosta nas malo popeljala v ta svet svetega pisma na telefonu, ki ga lahko vzamemo vse povsod s sabo in je zelo priročna stvar. Tako da vas povabim, da v času te delavnice lahko sproti vpišete kakšno vprašanje v chat, na katera boste potem odgovorila v drugem delu, ali pa kakšen komentar. Pa povabim vas prav tako, da vklopite kamere, ker je lažje govoriti živim osebam. Tako, kdor more, tako da se bomo videli. Prav, zdaj pa predajam besedo Roku in Markotu. Okej, dobrodošli tudi z najine strani. Ja, je Metka že povedala, naj jo predstavlja. Zdaj v tej urci, dobri urci, računamo, da bo trajala ta delavnica, bi z Markotom, ja, po eni strani rada malo predstavila funkcije aplikacije, po drugi strani pa tudi povedala, zakaj je ta aplikacija sploh dobra in uporabna za osebno delo z Božjo besedo, kot tudi, ne vem, če vodite razne biblične skupine, če vodite razne skavtske skupine, razne župnijske skupine, ali pa preprosto bi radi s prijatelji skupaj brali Božjo besedo. Ampak za začetek pa mogoče čisto tako, če Marko, bi ti še kaj o sebi povedal ali pa tako, ali gremo kar na... Ne, jaz mislim, da bi kar začeli, eno kratko predstavitev zgodovine, kako je sploh prišlo do tega projekta, to boš ti malo povedal, ne, pol bi šli pa kar na aplikacijo, da izkoristimo dobro ta čas, ja. Tako. Evo, Super. Ja, naslov delavnice se dala Svetopismo za vsak žep, ker dejansko za to gre. Ja, začela se je v bistvu, aplikacija prihaja iz Amerike in je bila 10. julija 2008. Če je kdo med vami uporabnik iPhone-ov, bi mogoče še vedel, to je bil datum, ko je Apple zagnal svojo trgovino, svoj App Store, in med prvimi 200 aplikacijami za iPhone je bila tudi tale aplikacija YouVersion. Idejo je dobil en mlad fant v eni od ameriških cerkva. Je rekel, da kaj, ko bi mi pač zdaj, ko Apple omogočila, naredili eno aplikacijo, da bi ljudje lahko brali svetopismo na telefonih. Je naredil aplikacijo, dal gor in je bil totalen boom, mislim, pač število uporabnikov je neznansko hitro naraščalo in tako, in je pač zdaj ta njihova cerkev to sprejela kot eno svoje poslanstvo, da to aplikacijo tudi naprej razvijajo in jo ponujajo naprej, in to brez oglasov in brezplačno. To je njihova ideja že od samega začetka in tudi z drugimi organizacijami, s katerimi sodelujejo pri lokalizacijah, se pravi, da naredijo aplikacijo v lokalnem jeziku, tako kot je recimo za Slovenijo je Svetopisemska družba, je isto, pač tudi mi nimamo oglasov, tudi mi nič ne zaračunamo, vsi
naši prevodi so tam zastonj na voljo tudi za prenos in za uporabo. Ja, in tudi to je eden od razlogov, zakaj je ta aplikacija zdaj v 12 letih dosegla že skoraj 0,5 milijarde namestitev po celem svetu. Začelo se je v Ameriki, se pravi, ampak zdaj je velika večina že izven Amerike. In ja, noter najdemo zdaj že 2226 svetopisemskih prevodov v 1520 jezikih, med njimi tudi 7 slovenskih prevodov. No, in ko smo na svetopisemski iskali eno aplikacijo, ki bi jo uporabljali tudi v Sloveniji za svetopismo, smo pa tudi se odločili za to in jo prvič predstavili septembra 2019 na srečanju mladih v Stični. Zdaj pa Marko še malo povedal glede tega, kako je v bistvu ta zadeva sploh potekala, ne? Ker lokalizirati aplikacijo ni kar taka, ni tako enostavno. Ja, je pa zelo zanimiva, sploh pa tako, prek katere se širi Božja beseda. Jaz sem sicer prevajalec, tako da sem nekaj takih projektov že spremljal, pa tudi izvedel skupaj z raznimi skupinami, ampak to je bil resen poseben izziv. Jaz sem prišel februarja 2019 na svetopisemsko družbo, Rok pa Matjaž, mislim, da sta mi ta projekt ob drugih super projektih, ki jih tudi dela svetopisemska družba, predstavljena, sta rekla, ulejtle pa en super projekt zate, ki si prevajalec, pa tako bolj organizatorski tip, pa si to že delal, a bi to malo še poprijel naprej, ne? Sem rekel, v redu, ne? In tam smo začeli in seveda tle se moram res posebej zahvaliti seveda vsem predhodnikom iz ekipe, ki so že nekaj prevedli noter, predvsem pa prostovoljcem, ki so se vključili v ta projekt in prevajajo v enem posebnem spletnem orodju, ker je v bistvu celotno besedilo aplikacije, se lokalizira v slovenščino in potem se pravi koordinator oziroma vodja to vse pregleduje in to sem v tem primeru bil jaz, ne. Tako da njim gre velika zasluga, da je ta aplikacija tako hitro bila tudi cela lokalizirana. Seveda lovili smo nek rok in iskali tudi nek primeren datum, kdaj bi to zadevo splovili, in potem smo se odločili, da na koliko je bilo rok, mislim, da 5 prevodov že takrat, ko še ni bila v slovenščini lokalizirana cela, se pravi Hraskov, jubilejni prevod. Ne, mislim, da je takrat bilo, da še celo, da je bilo od celih svetih pisem, mislim, da je bila samo ekumenska, pa jubilej. Pa smo pol dodali, ja. Tiste je samo Nova zaveza v psalmi, pa Življenje z Jezusom. Pa smo pa v bistvu, Hraskov prevod, pa slovenski standardni prevod in malo kasneje pa še Dalmatinovo Biblijo. Dalmatina smo pa čisto na koncu, ja. Tako da smo probali nekako to tempirati s tem, da gre v živo tudi slovenski standardni prevod v aplikaciji in bo na voljo za brezplačen prenos in iskali nek dogodek in kaj bolj primernega za aplikacijo, ne da bi izključevali svojo generacijo pa starejše, ki tudi precej uporabljajo telefone in tako naprej, ampak smo rekli, to bo pa za mlade in smo šli v Stično in smo skupaj z Metko, z Evo, z Rokom, z Matjažem in ostalimi predstavljali na eni stojnici tudi to aplikacijo in spodbujali mlade k prenosu, jih učili, kako se uporablja in tako dalje. In zdaj tle na zaslonu lahko vidite samo nekaj podatkov, ki sem jih včeraj pač iz analitike, ki jo vodi Juvržen, pobral ven in so zelo, zelo spodbudni. To je 7 milijonov in še več, to številka še rase, izpisanih slovenskih odlomkov, odkar so noter slovenski prevodi, potem 11.796, zdaj je že 11.800 najbrž, prenosov vseh slovenskih prevodov, plus 60 bralnih načrtov v slovenščini. Te številke so res, res spodbudne, predvsem zaradi tega, ker tudi vidimo, da odkar smo začeli aplikacijo malo bolj promovirati in o njej govoriti, pa deliti razne vsebine,
se število dejansko povečuje z meseca v mesec, tako da uporaba raste in upamo, da bo še rasla. Tako, to je bila ta uradna predstavitev aplikacije v Stični, pol smo pa seveda še to objavili v vseh medijih in tako dalje. Moram se tudi na tej točki, sem se prostovoljcem že zahvalil, zahvaliti se pa moram tudi vsem, ki so že vsem tem času prepoznali aplikacijo kot nekaj dobrega, videli, kaj vse smo brezplačno v njej omogočili in so sami od sebe nas poklicali ali prek kakšnega kanala spletnega darovali, da se lahko ta aplikacija naprej razvija, ker kot je Rok omenil, aplikacija bo vedno brezplačna ostala in tudi prenosi vseh svetih pisem bodo ostali zavedno brezplačni. Tako, toliko mogoče o tem. Rok, je še kaj takega, kar sem pozabil? Ne, mislim, da je zdaj čas, da gremo počasi kar na to, da malo spoznamo aplikacijo. Tako, ja. Tole, ja. Tako, zdaj si komu že postala zdaj tak redni spremljevalec v bistvu tudi v duhovnem življenju, zaradi vseh funkcij, ki jih omogoča in jih bomo zdaj pogledali. Marko, ti zdaj za začetek. Ja, vse, ki nas spremljajo, bi povabil tisti seveda, ki imate naloženo aplikacijo, da imate telefon pri sebi, ker bo tako po mojem najlažje slediti v bistvu tej predstavitvi, kjer bova o določenih delih aplikacije malo več spregovorila, predvsem tisti, ki se nama zdijo najbolj pomembni, ker sva govorila prej o tem, da se spodbudi in osebno branje, predvsem pa branje v različnih skupinah, ki jih je že prej Rok omenil, se pravi biblične, skavtske skupine, mladinske skupine, zakonske in tako naprej. Tako da bi šli kar na začetni zaslon. Zdaj bom jaz to delil na ekranu. Upam, da boste vsi videli. Evo. In upam, da nam tudi tehnika ne bo preveč nagajala vmes. Tako, gremo kar v aplikacijo. Se pravi, aplikacija je generalno sestavljena tako, da ima spodaj meni, domov, beri, bralni načrti, razišči pa več, kamor se najdejo predvsem nastavitve razne za jezike, pa podpora, pa ostale zadeve. Tale začetni ekran pa deluje, ne vem, koliko vas je uporabnikov Facebooka ali pa drugih socialnih omrežij, ampak deluje kot časovnica v enem izmed socialnih omrežij. Se pravi, na tem začetnem ekranu se dogaja vse, kar počnejo vaši prijatelji, kar naredite vi, pa še par drugih stvari se pojavlja noter, ki jih bom zdaj čisto na kratko opisal. Tle najbrž vidite, da me aplikacija prepozna. Dober večer, Marko. Pa še večer ve, da je zanimivo. Pol imamo tle niz, to je kolikrat sem ta teden vstopil v aplikacijo, pa koliko tednov zaporedoma. To je nekako tako kot ena vzpodbuda ali pa da malo vidite, koliko ste aplikacijo uporabljali zadnje čase. Potem imamo tle seznam prošenj za molitev. To bi mogoče Rok na koncu, ker se mi zdi taka dobra funkcija, pa da gremo druge stvari prej, bomo mogoče še to na kratko predstavili. Okay. Potem pa imamo v bistvu celotno dejavnost naših prijateljev, s katerimi smo povezani v aplikaciji, kaj delajo, kaj berejo, ali so delili kakšno vrstico in tako naprej. Tako da to je zelo uporabna stvar, da vidimo, kaj delajo vse naš krog prijateljev v aplikaciji. In zdaj recimo, tle je Rok Pis, ki je ustvaril sliko vrstice za nek prevod in jaz lahko recimo dam srček, se pravi kot nek like, mu dam znak, da mi je všeč, ali pa komentiram zraven, pa kaj napišem, kako spodbudno, ali pa tudi meni je na tak način spregovorili in tako dalje. Ob vsakem dejanju prijatelja, kot je tle vidno, seveda imamo od spodaj 3 pikce, kjer s klikom dobimo nov meni in lahko beremo
ta konkreten odlomek, pa vse, kar je pol v tistem širšem poglavju, potem to lahko delimo naprej z drugimi, potem lahko recimo molimo na ta odlomek tudi, če nam je kaj spregovoril v danem trenutku, lahko tudi molimo, ali pa primerjamo ta prevod z nekim drugim, ki ga tudi dobimo v aplikaciji, ampak o tem bo mogoče malo več Rok pozneje povedal. Potem vsak dan se pojavi na namizju vrstica dneva, vidimo tukaj, in slika vrstice dneva. To sliko vrstice dneva spet na tem meniju s 3 pikicami nastavimo, od nastavitve obvestil, kdaj jo želimo prejemati. Recimo jaz imam to nastavljeno, zjutraj se zbudim ob 6, 6:15, ob 6:30 me čaka vrstica, pogledam in me nagovori, jo delim s kom ali pa molim tisti dan, kaj v zvezi s to vrstico in tako dalje. To je to. Mogoče še kakšna... Ja, tudi seveda, to bo pol Rok malo več povedal. Če tle kliknem deli z drugimi, lahko... Ta vrstica dneva je pa tudi na... Ja, to delimo tudi vsak dan na Facebooku, Svetopismo, če kdo spremlja, pa tudi na Življenje z Jezusom. Tlejo pa lahko seveda vrstico dneva tudi delimo tisti dan, deli z drugimi kliknemo, ali pa deli z drugimi in si jo prenesemo v telefon in jo potem delimo s katerimkoli od naših prijateljev, prek SMS-a, prek maila, prek Facebook Messengerja ali kjerkoli, ali pa to naredimo direkt z gumbom deli z drugimi. In potem izberemo, na katerem omrežju jo želimo deliti, od WhatsAppa, maila in tako naprej, se nam pojavijo tukaj vse možnosti. To lahko sami malo raziščete, je precej enostavno. Toliko prav o tem osnovnem namizju mogoče zaenkrat, zdaj bi pa recimo 2 še pomembni stvari na tem namizju, če jih pogledate v zgornjem kotu, vidite mojo sliko, se zdaj je postala malo senčna, tle je čist na vrhu desno, to je moj profil in pod tem profilom dobim vse stvari, ki sem jih jaz počel v aplikaciji, si jih označil, vse zapiske, ki sem si jih kdajkoli naredil, vsi prijatelji, ki jih imam in tako dalje. In tle lahko pogledamo po čist svoji časovnici, vse, kar sem jaz delil, recimo, kdo se je na to odzval in tako dalje. Predvsem je tle važno, aplikacija deluje kot neko osebno svetopismo. Se pravi, če pogledate tukaj zaznamki, slike, zapiski, poudarki, vi si lahko v aplikaciji delate svoje osebno svetopismo. Se pravi, si označite odlomke, ki vas zanimajo, jih dajete pod določene teme, tematike, po katerih jih lahko potem iščete, lahko si naredite zapiske na določene odlomke in tako dalje. In vse to aplikacija shranjuje in gradite svoje osebno svetopismo, personalizirano. In mogoče še to povem, da tale profil, se pravi, ta uporabniški račun, YouVersion, je dosegljiv tudi na spletni strani bible.com, kjer se vpišete z istim računom kot v aplikaciji in tudi, če nimate telefona pri sebi ali pa če raje uporabljate namizni računalnik, lahko do tega svojega osebnega svetega pisma, seveda do vseh prevodov in vsega ostalega, prihajate, dostopate tudi preko spletne strani bible.com, in kjer se vpišete s tem uporabniškim računom. To je to, kar se tiče profila. Še kaj bi kaj dodal, Rok, mogoče tle? Ja, ena super stvar za uporabo aplikacije pa potem tudi to, da lahko, ker deluje kot družabno omrežje, za družabno omrežje rabimo pač prijatelje in tukaj lahko v aplikaciji dodate tudi prijatelje, se povežete z njimi delite v bistvu vse to, kar je Marko že povedal,
tudi te prošnje za molitev, slike in ostalo. Tako je. Pa tudi, kar bomo pol kasneje videli, za bralne načrte. Ja, to sem hotel še zdaj na kratko predstaviti, še tale zraven slike profila gor je še, se pravi, znak za prijatelje, ta dva možička. Zdaj jih kliknem in se mi pokažejo vsi moji prijatelji, ki jih že imam noter v aplikaciji. To je moja mreža ljudi, omejena je na 150 ljudi, ker logika je taka, da si izbiramo res ljudi, s katerimi smo aktivno povezani, ne pa da dodajamo do onemoglosti vse sorte ljudi noter. Se pravi, take, ki bomo z njimi nekaj počeli, ali brali, ali si izmenjevali neko vsebino, ali se spodbujali in tako naprej. In tle noter imate na vrhu gumb Dodaj prijatelje. In to bi vas res se povabil, ker tako bomo seveda tudi razširili aplikacijo naprej, da tle raziščete, koga bi lahko dodali v svojo mrežo prijateljev v tej aplikaciji, s katerimi boste pol, ali so to člani zakonske skupine, ali so to ožji prijatelji, družina, iz mladinskih skupin in tako dalje, in jih tle nekako dodate. To pa tudi recimo ljudi, ki jih prijatelj na Facebooku, recimo je tle eden, potem je eden, ki sem skupaj z njim bral že nek bralni načrt, pa še ni moj prijatelj, in tle enostavno kliknete Dodaj zraven. Potem pa imate spodaj še Povabi prijatelje k uporabi gumb, čist na dnu, če pogledate. In če to kliknemo, seveda pridemo lahko spet do stikov, ta Google gumb nas pa privede do tega, da se generira eno avtomatsko sporočilo: pozdravljen, uporabljam to pa to aplikacijo, mi je zelo všeč, povabljen, da se ji pridružiš tudi ti. In potem seveda lahko to delite na različnih omrežjih, ali prek SMS-a, ali samo zgoraj, če pogledate, kopiraj povezavo, tle, vidite, in jo skopirate v SMS, ali pošljete po mailu komu, ali tle, če pogledate ta znakec za Facebook Messenger, tle recimo kliknete na Messenger, pa tle poiščete prijatelja, zdaj bom to poslal recimo sebi na vrhu, evo, in je že poslano sporočilo z vabilom in z linkom, da se človek, ta oseba, pridruži aplikaciji. In tako gradite svojo mrežo kontaktov, ki so seveda zelo uporabni pol pri sami uporabi in skupnemu branju. Toliko bi zaenkrat o tem, Rok, zdaj pa tebe vabim, da malo več poveš o drugem meniju, se pravi o branju Svetega pisma v aplikaciji. Ok. Kako? Zdaj pa, da jaz delim. Takole. Ja, pač aplikacija Sveto pismo je sprva bila namenjena branju, normalno. In tle spodaj imamo gumb Beri, ki nas pelje v branje. Zdaj sem tukaj en čuden jezik nastavljen, pa bom najprej pokazal, kako se jezik nastavi in izbere prevod. Tukaj imamo zgoraj imamo najprej za izbiro knjige in poglavja, potem imamo pa izbiro prevoda. Izberemo jezik, dajmo zdaj slovenščino izbrati, imamo zdaj tukaj 8 prevodov v slovenščini, zdaj Živa Nova zaveza ni od Svetopisemske družbe, za ostale skrbi Svetopisemska družba. Za večino vidite, tukaj jih imam že prenesene, je ta ikonca telefona s kljukico. Slovenski standardni prevod, ga še nimam prenešenega. In ga lahko prenesem zdaj na telefon, da ga bom lahko uporabljal tudi brez povezave. Tako da, kot vidite, tukaj imam ene stvari že označene, kar pride zelo prav, kadar
uporabljam aplikacijo, da si označim stvari, lahko si tudi delam zapiske, take zadeve. Zdaj, kako se uporablja to? Okay, če zdaj recimo izberemo kakšno drugo knjigo, ne vem, Luka 24 recimo. Ko tapnem na posamezno vrstico, se mi odpre meni, se pravi, imam možnosti deliti z drugimi, ustvariti sliko, to bomo videli potem še v nadaljevanju, primerjati, ustvariti zapiske ali pa take stvari. Skratka, ali pa lahko preprosto samo izberemo enega od teh barvnih krogcev in označimo vrstico. Tukaj eden od predlogov, ki jih imam, je ta, da če uporabljate te pikce oziroma barve, ne uporabljati preveč, ker potem rata tako, da ne morete več sploh brati. Sploh ne preveč pisano delati, ker se hitro potem izgubi smisel tega, da označite ene stvari. Ena stvar, ki je meni v tej aplikaciji res med najljubšimi, je pa primerjava prevodov. Zdaj, tisti, ki znate še kakšen drug jezik, ali pa tudi, če samo slovensko, evo, slovenskih prevodov imamo 8. S tem, ko kliknemo na primerjaj prevode, nam zdaj pokaže isto vrstico v različnih prevodih. Zdaj vidimo, da tukaj imam slovenski standardni, pa Hraskov prevod, Creole Bible, to je ena avstralska lokalna verzija angleščine, ki je taka, da je komaj se razume. Potem v grščini, pa še par angleških, pa havajski prevod, tega vam zelo priporočam, ker na Havajih tista lokalna angleščina ima zelo šibak besedni zaklad. In so pri prevodu v bistvu mogli se poslužiti zelo takih načinov, da so v zelo preprost jezik spravili to in je včasih pomaga razumeti. Skratka, te prevode lahko potem preprosto ga potegnete stran, če ga nočete več, ali pa kliknete plus, pa recimo dodate še kakšnega novega, ki bi ga radi imeli. Tako da ja, dostikrat pride prav za boljše razumevanje, da uporabljamo več različnih prevodov. Tako kot, ja, se pravi, sem prej omenil, da je v aplikaciji več kot 2000 različnih prevodov Svetega pisma, nekateri so res taki, se pravi, od tistih zelo dobesednih, pa v izvirnih jezikih, pa do takih bolj dinamičnih prevodov, se pravi, ki grejo bolj po smislu. Z te kombinacije enih in drugih lahko lažje razumemo tudi, kaj je v bistvu tisto izvirno sporočilo Svetega pisma bilo. Ja, se pravi, lahko pa pač, se pravi, tukaj zdaj izbirate, iz katerega prevoda bi radi brali. Tudi Dalmatina recimo imamo zdaj noter. Tako da je zelo dobrodošla zadeva za neko bolj poglobljeno branje Božje besede. Zdaj, slike bomo pol pogledali, lahko pa še pogledamo tole, ja. Kot sem rekel, zadeliti z drugimi, je že Marko nekaj omenil, imamo po vseh različnih kanalih lahko zapiski. So pa tako, da si lahko zdaj ob tej vrstici še zapišem neko svojo misel, oziroma karkoli nam pride na pamet, karkoli nas nagovori, lahko dodamo potem še neko barvo in shranimo. In imamo zdaj ob tej vrstici tudi to shranjeno in lahko pogledamo. Te stvari so pol tudi vidne, če se prijavite na bible.com strani, imate vse te stvari vidne tudi tam, se pravi, tudi če boste na telefonu gledali, boste lahko prišli do tega. Ja, zdaj pa gremo lahko kar naprej na
bralne načrte, ki so pa ena druga zelo uporabna stvar v aplikaciji Svetopismo, predvsem prav zaradi tega, no, ker omogočajo, da lahko Božjo besedo beremo skupaj. To samo ena individualna moja osebna stvar, ampak da dejansko se povežemo s prijatelji, da skupaj beremo, skupaj premišljujemo in da pustimo, da nas Božja beseda skupaj tudi nagovarja. Marko, bi ti malo povedal še o tem? Gremo spet v aplikacijo. Mogoče samo še to, sem videl, Rok, če so kakšni starejši med nami, v bralniku imate čist desno zgoraj ta AA, veliki A pa mali a, in tle si lahko tudi komplet prilagodite, se pravi pisavo, poravnavo, koliko veliko in tako naprej, če vam paše brati z večjimi črkami in tako dalje, tako da tle lahko res ogromno stvari nastavite. No, to sem hotel še povedati, kaj je mogoče zanimivo. Zdaj pa tudi na bralne... Ta temni način imate tudi možnost. Pa temni način, ja. Da se oči manj mučijo, če dlje časa. Evo, tle, zdaj smo v bralnih načrtih. Spodaj sem kliknil tale meni, bralni načrti, in sem noter. Zdaj tle mi kaže shranjeni načrti 1, zaključeni 14, seveda sem jih prebral več, sam sem tudi testiram veliko aplikacijo in tako mi pol tudi resetira kakšne stvari ali pa jih moram sam in tako dalje. Tako da zdaj tle pogledamo, to so moji načrti, se pravi, tale je v branju, nova zaveza v enem letu, spodaj so shranjeni zaključeni, kot smo rekli, pol je pa zgoraj desno, meni poišči načrte. Zdaj tle imamo spet en kup stvari, ki jih bom probal zelo enostavno ponazoriti, da se orientirate. Se pravi, gore je pomagaj mi najti načrt, to vas bo privedlo praktično do nekih tem ali pa knjig ali kakorkoli, ampak to lahko vse dostopate tudi na tej prvi strani. Tle imamo recimo pod tesnobo, imamo strah in tesnoba, bralni načrt, zaskrbljenost, nemir in tako dalje, pol za nove oviri, skozi Svetopismo, zakonska zveza, delo za voditelje in tako dalje. No, mogoče še to, se oproščam, bralni načrti, najbrž večina ve, kaj to je, ampak samo na kratko, bralni načrti so seznami svetopisemskih odlomkov, ki so lahko zgolj pač svetopisemski odlomki ali pa svetopisemski odlomki z dodatki, se pravi z nekimi premišljevanji, spodbudami, razmišljanji in tako dalje. Pol bomo tudi enega pogledali, da bomo videli, kako to v praksi izgleda. In te bralne načrte, zakaj so predvsem koristni, da jih beremo seveda sami in spoznavamo določene tematike iz Svetega pisma ali pa razmišljamo o določenih svetopisemskih odlomkih, predvsem pa da beremo skupaj z drugimi v tem omrežju, ki smo si ga prej naredili, prijateljev, članov zakonske, članov skavtske in tako naprej. Tle bi šli mogoče, tle imamo tudi tale meni, kjer lahko izbiramo bralne načrte glede na naše razpoloženje. Rečemo trenutno, seveda vsi skušamo malo strahu ali pa jeze ali pa tesnobe, recimo pogledamo strah. In nam aplikacija ponudi recimo 4 bralne načrte, ki so v slovenščini na voljo na temo strahu. In gremo, kliknemo recimo drugega, ni me strah, kako se lahko kristjani odzovemo na krizne situacije. In tle smo zdaj v bralnem načrtu. Tle vidimo, koliko ljudi ga je že prebrali, vidimo, koliko je dolg, 5 dni, kar priporočam za začetek, 3, 5 dnevne, 7 dnevne, ker statistika kaže, da se na začetku radi zaletimo, vzamemo zelo dolge, pa jih potem ne končamo, tako da največjo frekvenco zaključkov imajo kratki bralni načrti. Tle lahko takoj začnemo z bralnim načrtom, lahko si ga shranimo za pozneje,
tle imamo kratek opis bralnega načrta in primer, se pravi, tle, če kliknemo primer, pridemo na dneve bralnega načrta in lahko pogledamo, kako ta bralni načrt izgleda, preden se ga lotimo. Pogledamo recimo, kakšno premišljevanje ima na začetku, ker vsak bralni načrt je sestavljen iz premišljevanja pa različnih odlomkov, ki so povezani s tem premišljevanjem. Se pravi, pogledamo premišljevanje in rečemo, v redu, ta načrt se mi zdi pa v redu in bi ga rad bral. In potem gremo nazaj in rečemo, začni z bralnim načrtom. Tle se nam ponudi izbira, ali ga hočemo brati sami ali s prijatelji. Sami, to smo že videli, da seveda ga lahko, ampak zdaj nas bolj zanima, kako ga z drugimi beremo. Se pravi, bom izbral s prijatelji. Tle nam ponudi možnost, kdaj bi radi začeli z branjem, ker od tistega dneva, ko je zabeležen začetek, se pol odštevajo tudi dnevi in te vsak dan aplikacija spodbudi, danes imaš drugi dan, tretji dan bralnega načrta in tako naprej. Se pravi, damo kakšen dan, dva prijateljem na voljo, da se odzovejo, da sprejmejo povabilo in začnemo skupaj brati. Se pravi, zdaj sem izbral v soboto, grem naprej in tle odkljukam tiste prijatelje, ki želim z njimi brati. 1, 2, recimo 3, upam, da ne bojo jezni, ki bojo zdaj dobili to povabilo, pa še v živo smo. Bomo še enega z Amerike, pa tako. In smo izbrali 6 ljudi, tle bi lahko kliknili to zeleno puščico in jih povabili. Spodaj bi vam pa še želel pokazati, za tiste, ki mogoče manj pregledujejo aplikacijo, imamo spodaj še vsak s povezavo se lahko pridruži in to povezavo https //bible.com / plana lahko držimo in jo delimo z drugimi. Se pravi, jim jo pošljemo po mailu, če vemo, da nekdo bolj preverja mail ali pa Facebook, mu pošljemo to po nekem drugem kanalu, da ne bo dobil povabila samo v aplikaciji. In potem enostavno kliknemo zeleno in vsi so bili obveščeni. Branje načrta se začne čez en dan, tukaj ga tako se pojavi tudi drugim, sprejmi povabilo in ga moramo tudi mi. Tako in zdaj čakamo prijatelje, da se pridružijo bralnemu načrtu, ki ga bomo pol skupaj brali. Seveda ena vrsta bralnih načrtov so na določene tematike, ki jih obravnava svetopismo in ki nam pridejo prav v različnih obdobjih. Tle recimo imamo pod zakonsko zvezo, je Svetopisemska družba naredila bralni načrt za rast v odnosu, ki ima tudi zelo velikokrat je bil prenešen pa prebran po statistiki, tako da lahko to recimo v zakonski skupini berete in tako dalje. Lahko se pa lotite recimo tudi samo branja in premišljevanja ob določeni knjigi Svetega pisma. Se pravi, skozi svetopismo imamo tle meni, prikaži vse, imamo preučevanje Svetega pisma, celotno svetopismo, deli Svetega pisma, recimo posamezne knjige, pisma z Nove zaveze, psalmi in tako dalje. In nas bralni načrt recimo popelje v 15 dneh prek pisma Rimljanom recimo, ali pa prvega pisma Korinčanom in tako naprej. In to lahko recimo med srečevanji v živo z določeno skupino rečete, ok, od nedelje naprej bomo pa skupaj brali ta bralni načrt, pa se še bolj poglabljali v določeno knjigo, ki jo zdaj beremo na biblični skupini recimo. Tako da to je zelo, zelo uporabna zadeva, ki naredi en tak most med srečevanji v živo lahko in pomeni ogromno ljudem veliko spodbudo, da več berejo svetopismo. Mogoče še zadnja stvar, čist na koncu, na dnu tega menija, jezik bralnih načrtov. Slovenščina bralnih načrtov pa bralnih seznamov, ki jim seveda dodajamo nove, pač po naših zmožnostih jih prevajamo naprej in dodajamo, lahko pa, če kdo obvlada angleško ali pa
kakšen drug jezik tudi, lahko tle izberete drug jezik, recimo izberemo angleščino in dobimo tle tisoče bralnih načrtov, ravno tako po tematikah in tako dalje. Tako da, če imate kakšno skupino, ki vsi znajo angleško, se lahko tudi tega včasih lotite. Tako da, to je še ena taka zanimiva stvar. Rok, še kaj takega, kar sem pozabil pri bralnih načrtih, mogoče? Mikrofon. To boste potem, ko boste sami kakšen bralni načrt brali skupaj z drugimi, boste videli, da ena super možnost je tudi ta, da lahko s prijatelji delite na koncu vsakega dneva kakšno misel, ki vas je nagovorila. Ja. Kar je tudi dobro sploh za, tako, če berete z eno skupino ljudi, s katerimi se poznate in si zaupate, da lahko pač te stvari tudi podelite drug z drugimi. Tako, saj to lahko tudi na hitro pokažem, to je super, da si omenil, Rok. Recimo en načrt, ki smo ga brali skupaj, premišljevanje in na koncu vseh odlomkov je tudi podeli svoje misli s prijatelji. In če to kliknem, vidite, da smo si tle delili, kako je koga ta dan nagovoril. In je to res ena super stvar. Hvala, Rok, da si me spomnil. Ja. Tako. Ok. Ok, tako. Ja, zdaj pa še ena stvar nam ostaja tamle na dnu zaslona. In sicer razišči. Aha, to bova kar skupaj malo povedala, ne? Ja, zdaj, to je v bistvu iskalnik, ki je v YouVersionu in je v bistvu, ja, omogoča in po bralnih načrtih, ali pa tudi tole iskanje glede na razpoloženje. Ne vem, če kliknemo mir, nam že ponudi nekaj vrstic iz Božje besede, lahko kliknemo na puščico, da nam pokaže še več. Recimo, ali pa tudi bralni načrti, slike. Skratka, lahko iščemo po različnih tematikah, ki nas zanimajo. Ključne besede, to je zdaj mogoče samo to povem, da ta del aplikacije še precej v razvoju in bo omogočal tudi po določenih ključnih besedah iskati čist gor, če greš, Rok, na vrh, se pravi išči, in tam boste vpisali recimo vira, dajmo probati, evo, tako, in po temah, vam bo že izpisal, kaj dobim, če recimo kliknemo vira, nam išče to besedo po Svetem pismu, bralne načrte, ki so povezani s tem, slike, vrstice, ki so povezane s tem in tako dalje. In to se bo še izpopolnjevalo. Ja, no, in zdaj, danes smo tukaj na delavnici, se pravi, ni mišljeno, da bova z Markom sam predavala vam o aplikaciji, ampak da tudi sami preizkusite. In bomo zdaj probali še eno mojo drugo najljubšo funkcijo aplikacije, se pravi, najljubše je primerjanje prevodov, druga najljubša je pa ustvarjanje slik s svetopiskimi citati. In kako zdaj to naredimo? Prej sem vam že omenil, ko smo brali tekst, da v bistvu lahko kjerkoli v aplikaciji, ampak to dejansko kjerkoli v aplikaciji, če je neka vrstica svetopisemska, jo lahko označimo in uporabimo naprej. In recimo, če zdaj damo nekaj o potrpežljivosti, recimo izberemo eno to vrstico, ki nam jo ponudi. Ko tapnemo gor, se nam pojavijo tukaj te možnosti, kliknemo slika. Evo, imamo že možnost tukaj, da zdaj to vrstico dodamo na eno od slik. Zdaj, tukaj je nekaj slik, ki nam jih že aplikacija sama ponudi. Potem imamo pa tudi možnost, če kliknemo to levo zgoraj,
da lahko pač tudi med svojimi fotografijami poiščemo kakšno in dodamo tja. Pa recimo, da nam bo všeč že tukaj dol ena slika, recimo tole. Izberemo sliko. In aplikacija YouVersion ima en tak zelo preprost urejevalnik za slike. Pa bomo v bistvu zdajle bom pokazal, kako to naredimo, potem boste pa tudi vi sami lahko probali naredili eno svojo sliko s svetopisenskim citatom. Kot vidite, imamo tule par teh korakov spodaj, ki so tele znakci. V prvem koraku izberemo pač, kakšno pisavo bi radi. Vidite, da nekatere so že nameščene, druge lahko pa tudi prenesemo. Tudi to je brezplačno. Recimo prenesemo, zamenjamo pisavo. Gremo naprej na drugi korak, tale AA, kjer lahko pisavi tudi spremenimo velikost, lahko spremenimo razmik med vrsticami. Poravnavo, želimo levo, desno, kakorkoli, ali pa tudi razmik med črkami, če bi radi. Skratka, to se lahko precej igramo. Format, če želimo kvadratno ali pa pokončno. To je sploh uporabno za tiste, ki recimo uporabljate storije, zgodbe na družabnih omrežjih. Je običajno pokončna slika bolj uporabna. Seveda lahko tudi zamenjamo prosojnost napisa, ali pa hočemo, da je pisava črna ali bela. Kadarkoli lahko ta napis potem tudi premikamo levo, desno, gor, dol, nam tudi pomaga, recimo, če ga hočemo na sredo dati, nam pokaže te črte, kadar je na sredi. In v zadnjem koraku lahko še zameglimo ozadje ali pa spremenimo svetlost celotne slike, pač ki je. Ko smo z sliko zadovoljni, tapnemo na Shrani in nam takoj ponudi možnost, da to sliko zdaj tudi delimo z drugimi. In ja, lahko jo dodamo pač v, recimo, kot zgodbo v, okej, zdaj bi bilo boljše, če bi dal drug format, se pravi pokončno. In lahko pač na tak delimo na družabnih omrežjih, lahko tudi pošljemo po mailu, lahko jo damo v MMS sporočilo. Vidimo, nam tukaj že takoj tudi da zraven, izpiše citat, da povezavo direktno. Skratka, zelo uporabno za deljenje Božje besede z drugimi. Ko smo to enkrat kliknili, zdaj tudi, tako kot je Marko že v začetku povedal, če gremo v svoj profil, vidimo to sliko in jo vidijo tudi naši prijatelji, ki uporabljajo aplikacijo. Okej. Marko, bi ti še kakšno stvar dodal glede tega? Ne, to je to. Mogoče lik še na kratko bi se dotaknili še teh prošenj za molitev, ki so tudi ena nova funkcija. Se pravi, na prvem zaslonu, zdaj imamo tle, to je ustvaril Rok in povabil poleg najprej celo ekipo Svetopisemske družbe, celo ekipo Svetopisemskega maratona in pustil nastavitev prošnje tako, da jo lahko vsakdo deli in se je ustvarila molitvena mreža za Svetopisemski maraton. Ne vem, Roka, ti mogoče veš, koliko ljudi je že noter, ogromno najbrž. In ti ljudje molijo zdaj za Svetopisemski maraton, ki je trenutno v teku. Tle, če kliknemo na plus, tako
tako kot smo rekli za SP maraton, recimo. Tle jo opišemo, dodamo kakšno vrstico, ki nam je v spodbudo pri tej molitvi in prošnjo shranimo. Potem jo pa lahko delimo s prijatelji, spet, ki jih imamo v aplikaciji, recimo izberemo tle prijatelje in lahko tudi manj, če je prošnja bolj zasebna, za kakšno težko situacijo osebno in tako naprej. Spodaj je pa pomembna funkcija ustvari molitveno verigo. Če to vklopimo, omogočimo, da lahko vsi delijo to prošnjo naprej. Se pravi, če imamo kakšen tak namen molitveni, kot je bil ta za svetopisemski maraton, ker bomo kliknili tole zeleno puščico, bodo vsi, ki sem jih izbral, dobili to prošnjo za molitev na svoje namizje in lahko vabili še druge in naprej. Tako da se ustvari lahko ena velika molitvena veriga. To je tudi eno tako zanimivo orodje, ki je tudi zelo uporabno. In seveda pol na namizju imamo tle seznam prošenj za molitev, ki jih lahko potem zbrišemo, označimo tudi, kako napredujejo, če je prišlo do kakšnega premika, recimo, če se moli za zdravje koga in tako naprej. Tako da vse to je možno noter v prošnji spreminjati, tle pod menijem v seznamu prošenj. Tako, to je to. Še zadnji meni je potem več od spodaj, ampak tega se mogoče danes ne bi dotaknili. To si lahko sami malo raziščete. Tle so razne nastavitve, kakšna obvestila dobivate ali po mailu ali potisne na telefonu, kakšen jezik imate recimo z aplikacijo, z besedilo Svetega pisma, pa bralne načrte, pa en kup drugih stvari še. Tako da to bi pustili za kdaj drugič. Zdaj bi pa mogoče, če ima še Rok kaj za dodati, če ne bi pa povabil kar k vprašanjem. Za konkretne stvari, karkoli vas zanima v zvezi z aplikacijo in lahko z Rokom kaj odgovoriva ali karkoli. No. Ja, jaz ne vem, nimam kaj dosti tako za dodati, mislim, dalo bi se še veliko govoriti o aplikaciji, funkcij je res ogromno. Priznam, da tudi sam ne uporabljam vseh, tudi Marko verjetno ne uporablja vseh, pač, ker ja, konec koncev ni aplikacija nadomestilo za tisto tiskano verzijo Svetega pisma, ki jo tudi sam še zmeraj bolj pogosto uporabljam, je pa zelo dobrodošla sploh kot varianta, kot alternativa, predvsem zaradi tega, ker pač, ja, saj imamo na svetopisemski mala žepna Sveta pisma, ampak še vseeno, kamor gremo, telefon imamo ponavadi zmeraj s sabo. Tisti, ki je toliko majhno Sveto pismo, večkrat ostane doma. In ja, se pravi, to imamo zmeraj lahko s sabo, obenem nam pa pomaga tudi povezati se z drugimi in tudi drugim pomagati, da vstopajo v Božjo besedo. Ja. Tako da ja, če imate kakšna vprašanja, evo, lahko napišete. Eno vprašanje sem videl, prej je bilo že tam pri prenosu, in sicer glede Dalmatinove nove zaveze v posodobljeni slovenščini, če obstaja možnost, da se bi jo vključilo v YouVersion. Zdaj, možnost gotovo obstaja, no, saj konec koncev na YouVersionu so veseli vsakega prevoda, ki pride. Je pa tukaj precej enega dela glede tega, kako, v kakšnem formatu mora biti besedilo pripravljeno, da lahko potem se ga objavi v aplikaciji. To je mogoče ena taka tudi zanimiva stvar. YouVersion zelo dobro sodeluje tudi z Združenimi svetopisemskimi družbami, ki imajo eno tako veliko bazo svetih pisem, ki so v poenotenem formatu, se pravi, da
kar omogoča potem prav za takele namene, kot so razne aplikacije ali pa tudi za pripravo na tisk, da je stvar precej poenostavljena, ne. Da ni treba zdaj nekih Wordovih dokumentov ali pa ne vem kaj pretvarjati v to, da bo lahko šlo v aplikacijo, ampak je dovolj, da odgovorna oseba na svetopisemski družbi da soglasje in tam kliknejo eno stvar in je zadeva v aplikaciji. Ja. Tanja je prispevala eno vprašanje, ja. Ja, Marko, bralni načrt za zdravilno besedo, citati po lekcijah. Ja, mogoče za tiste, ki ne vejo, svetopisemska družba ima tudi en zelo super program, ki se imenuje Zdravilna beseda, na katerem izobražujemo voditelje skupin, v katere se vključujejo ljudje po raznih župnijah, skupnostih, cerkvah, s stiskami, težavami v težkih življenjskih obdobjih in tako naprej. In seveda imamo tudi čtivo, se pravi priročnik pa ostale materiale in ja, Tanja, to je v načrtu letos, da bomo dali vsaj 2-3 bralne načrte tudi za ljudi v stiski, da bojo prek teh bralnih načrtov lahko ali kot skupine brali naprej, pa se poglabljali v Božjo besedo in iskali v njej tolažbo, ali pa premišljevali o tem, kaj svetopismo pravi na določene situacije težke v življenju. To je v načrtu, ja. Pa tudi zanimivo je tudi to, da so taki bralni načrti, kar jaz precej spremljam, kaj se trenutno bere, zadnjih par mesecev, in tudi kaj največ prevajamo, je seveda stiske, tesnoba, jeza, vse, kar je pripeljala ta epidemija, in je videti, koliko ljudje, si človek ne bi mislil, koliko ljudje posegajo po teh bralnih načrtih v tem času, res. Tako da iščejo tolažbo v Božji besedi, sami ali pa skupaj z drugimi. Tako da je tudi to en način služenja, sicer zelo sodoben, ampak epidemija nas je pač privedla do tega, da iščemo različne načine in kanale, prek katerih lahko služimo ljudem. Jaz bi povabila še, če je že težko v chat napišeti, lahko kar priklopi mikrofon, pa tudi v živo vpraša. Ja, seveda. In vse tiho je bilo. Nekdo nekaj piše. Aha. Tako. Okej. No, gospa Metka Puja. Ja. Boš ti prebral rok? Predstavitev izgleda nazorno in uporabno za vsakogar, ki ima mobil vsakodnevno v rokah. Super, sta me prepričala. No, naj ju veseli. Super. Ja. Ja, to je tudi glavni namen, da začnejo ljudje uporabljati in se počasi širiti. Tako kot, veste, vsak glas se počasi širi, ampak vidimo, glede na uporabnike, da rase in tako zmer več ljudi vidi prednosti in uporabnosti aplikacije. Pa tudi to, kot je rekel prej Rok, če že imaš telefon v žepu, če že vsak dan gledaš po 20krat na dan na njega, najmanj, zakaj ne bi tam pogledal še kaj iz Božje besede, pa predvsem to in zmer več to. Tako da, ja. Gospa Breda, ja. Ja. Tudi jaz se zahvaljujem, do sedaj sem uporabljala le branje, vrstico dneva in označevanje. Ogromno možnosti. Ja, dejansko je možnosti ogromno in tudi kar naprej jih v bistvu še dodajajo, ne. Zdaj, v preteklem letu recimo tole za molitev, pa mislim, da tudi iskalnik so precej prenovili. Nov iskalnik, ja. In tako. Ja, Rok, še to. Še eno stvar sem se spomnil, mogoče če kar tle delim.
in da si tudi v miru doma še kaj pogledate. A je videti zdaj tole spletno stran, Rok? Ja, To je pripravil Rok, seveda, naš skrbnik spletne strani, ki vse tako lepo pripravi in res vse urejeno, kar dostikrat mi sam bruhamo ideje in tako naprej, on spravi res v eno formo, ki je za vsakega dosegljiva in pregledna. Tle je naredil podstran, če pogledate zgoraj, www.svetopismo.si, poševnica YouVersion, poševnica. In tle dobite praktično večino stvari, ki jih potrebujete za vedeti o aplikaciji, za uporabljati in tako dalje. Se pravi, najprej prenesi aplikacijo, direktna povezava, tako da lahko tudi to s svojimi prijatelji, znanci delite. Potem tle je malo, kako smo v medijih to predstavili, tle so glavne funkcije, tle pa najbolj pomembna stvar, ki je Rok pripravil 11, mislim, da 11 ali 12 videov kratkih. Če kliknete tle na oglej si na YouTube, pridete na YouTube, na seznam teh videov in dobite praktično za vse funkcije kratko predstavitev, nazorno, jasno. Tako da to je res uporabna stvar in vam priporočam, da obiščete to spletno stran. Tle pa seveda vabimo tudi vse, čist za na konec, mogoče je to sklepna beseda, ali pa če bo še Metka imela kaj za dodati, da vsakega, ki se čuti, da bi to zgodbo podprl, se pravi razvoj aplikacije in prevajanje bralnih načrtov naprej in vzdrževanje, lahko tudi tukaj, se pravi, odda svoj dar, kadarkoli. To je to. Metka, bi te kar prosila, če mogoče povežeš in zaključiš. Ja, si mi položil eno misel v usta, ker sta videla tako navdušena to predstavljala, da Gospod tudi nas kliče, da to navdušenje delimo naprej, pa vas vse povabim, da bi tudi še koga v svoji družini ali pa med prijatelji navdušili, zato da začnejo uporabljati aplikacijo, da smo mi vsi misionarji Božje besede, a ne? Vsi lahko to posredujemo, pa če enega navdušimo, sploh se mi zdi mlajšo generacijo, ki so veliko na telefonih, pa če se kdo od njih zagreje, zato da kdaj prebere kakšen citat iz Svetega pisma, se mi zdi, da je to lahko eno veliko darilo za njih, no. Tako da vas res vabim, da se prepustite vodstvu Svetega Duha, pa da delite to svojo nocojšnjo izkušnjo še s kom od svojih. Bi se pa zdaj ob koncu te delavnice res iz srca zahvalila Markotu pa Roku za tako, bi rekla, nazorno predstavitev, ki res pomaga, da počasi vstopiš v ta svet aplikacij, ki je enim bliže, drugi rabimo več časa, da to skapiramo. Tako da res prisrčna hvala, pa tudi za vso to vajino delo, a ne, da se to širi, da gre naprej. Lahko rečem, mislim, da v imenu vseh, da vaju bomo podpirali tudi z molitvijo, da bi res ta aplikacija prišla do čim več Slovencev in Slovenk in jih v tem času res okrepila z Božjo besedo, da bi res Božja beseda bila nam vir tolažbe, vir moči, opora v tem času, a ne, v katerem smo. Tako da res prisrčna hvala obema. Pa bi mogoče še eno povabilo. Zdaj Svetopisemski maraton pripravlja kar precej velika ekipa prostovoljcev, zadaj je pa tudi ekipa zaposlenih, recimo to smo mi trije, eni izmed, Marko, Rok pa jaz, ki smo letos posvetili veliko časa tudi za izvedbo vsega tega dogajanja v Svetopisemskem maratonu. Tako da bomo hvaležni, če se bo kdo odločil tudi darovati za Svetopisemski maraton. Lahko na spletni strani Svetopisemskega maratona poiščete ikonco Daruj, pa lahko prispevate svoj dar, se res vam prisrčno zahvaljujemo. Zato pa še eno informacijo imam, mi smo v času Svetopisemskega maratona se odločili kot Svetopisemska družba,
da je na voljo 10% popust na vsa sveta pisma. Za tiste, ki pa seveda poleg aplikacije, kdaj radi vzamete tudi knjigo v roke, a ne? Kar večkrat dobro danes, sploh ko smo doma, da beremo iz svojega svetega pisma, ali pa če bi želeli komu podariti sveto pismo, je možnost zdaj v tem času svetopisemskega maratona, da s popustom kupite sveto pismo. Pa bi ob koncu tega dogodka povabila še na jutrišnji dogodek, jutrišnji večer. Bo z nami pastor Toni Mrvič in bomo prisluhnili njegovemu pričevanju, prav tako ob 7. uri zvečer. Lepo vabljeni, pa vam vsem želim en lep večer in naj Gospodova beseda vas nagovarja, vas napolnjuje in vam daje moč. Hvala lepa. In lep večer vsem.